Toča klesti po vinogradih. Črnomelj dobil Petrov trg. Na Drnovem izdelovalec glasbil. Lepo pozdravljeni. Letošnje poletje nikakor ne prizanaša vinogradnikom, ki vsak dan gledajo v nebo in upajo, da njihovega dela v nekaj minutah ne bo izničila toča. Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavja prehaja v začetek zorenja, a pogoste in intenzivne padavine omogočajo širjenje glivičnih obolenj in izpirajo zaščitno fungicidno oblogo. Vinogradnik Marko Cvelbar obdeluje trte na različnih območjih, skupaj kar na 10 hektarjih, od tega 6 hektarov na Trški gori. To leto se je začelo zelo obetavno, pripoveduje, nato pa sta prišla junij in julij. Padavine, toča, zadnjih nekaj dni, skoraj ni dneva, da ne bi na eni od parcel padala toča. Na poškodovanih grozdih pa lahko hitro pride do glivičnega obolenja in gnilobe. In tukaj svetujemo vinogradnikom, naj bodo pozorni, naj opravijo zaščito, vsa zelena dela, da bodo grozdje čim bolj zdravo hranili do same trgatve. V vinorodni deželi Posavje, ki pokriva vinogradniška območja na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, v zadnjem mesecu in pol praktično ni bilo tedna, da ne bi na enem od teh območij klestila toča. V zadnjem obdobju sploh na dolenjskem koncu. Posebej v nižjih legah pritiska še peronospora. Vlaga, deževna obdobja, jutranje rose, megle, kar vse dajejo optimalne pogoje za razvoj bolezni. To pomeni, da bo grozdje prišlo tako ali drugače poškodovano v klet, svetujemo pač odbiro, čim bolj zdravo grozdje. Glede na vse omenjene težave bi grozdju zdaj najbolj prijala predvsem sonce in suho vreme. V prvi priliki, ko bo varno delo s traktorjem, bomo poškropili vse vinograde ponovno, potem pa upajmo na drugi teden, kjer so neki obeti, da bi bile temperature na 30 stopinj in pa lepše vreme. Vsak vinogradnik mora v prvi vrsti sam spremljati zdravstveno stanje in dozorelost ter se na osnovi teh podatkov odločiti za čas trgatve. Za pomoč se lahko obrne tudi na naš laboratorij, na naš zavod, da jim svetujemo oziroma da tudi lahko analiziramo in na osnovi teh podatkov tudi nekako okvirno svetujemo, kdaj iti v trgatev z določeno sorto. Seveda je pa to tudi odvisno od tipa vina, ki ga želijo pridelati. Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto bo začel spremljati dozorevanje grozdja zgodnjih sort, kot so šentlovrenka, portugalka, game, beli pinot in chardonnay, že 6. avgusta. Ne bi rad delal neke panike, predvidevam, da bi znala biti trgatev tam okrog 20. 25. avgusta. Sicer to je res zgodaj, vse je odvisno še od vremenskih razmer. Splošna trgatev naj bi sledila 2 ali 3 tedne pozneje, kar pomeni, da naj bi glavnina ljudi odšla v vinograde okrog 15. septembra. Črnomaljski občinski svetniki so v skladu s sprejetimi pobudami že lani skušali odločiti, kako bi poimenovali prostor med glasbeno šolo in župnijsko cerkvijo svetega Petra v mestnem jedru Črnomlja, a jim ni uspelo. Predloga Trg svetega Petra in Trg pri cerkvi svetega Petra nista dobila dovolj podpore. A v tretje je šlo in prostor, na katerem se občasno odvijajo prireditve, na njem pa je tudi črnomaljska tržnica, je končno dobil ime. Na zadnji seji so svetniki odločali o 2 novih predlogih. Župnijski pastoralni svet je predlagal, naj bi prostor poimenovali Petrov trg. Stranka Desus pa je na pobudo Jožeta Strmca, častnega občana občine Črnomelj, predlagala, da bi prostor poimenovali Mestna ploščad 1407. Številka pomeni leto, ko je Črnomelj dobil mestne pravice. Ker pa je razprava na odborih pokazala, da so svetniki različnih mnenj, so se tokrat odločili za tajno glasovanje o predlogih. Po mojem mnenju ne bi bilo v osnovi potrebno tajno glasovanje, ampak glede na to, da se je postopek zavlekel, zapletel, se nam je zdelo smiselno predlagati takšno rešitev. Očitno je obstajala pobuda, da stvari tako stečejo bolj mirno in sem jaz tudi ta predlog potem podprl. Sam pa osebno nikoli ne podpiram tajnih glasovanj. Če imam kot svetnik kaj zapovedati, to vedno jasno in glasno povem, ne glede na to, kaj si kdo o tem misli. Na tajnem glasovanju je bilo 14 svetnikov za Petrov trg, 8 pa za Mestno ploščad 1407 in županja je razglasila.
Prostor med cerkvijo svetega Petra in pa glasbeno šolo se bo imenoval Petrov trg. Sicer pa bo del starega mestnega jedra Črnomlja kmalu dobil lepšo podobo z boljšo dostopnostjo za gibalno ovirane. Občina, ki je uspela na razpisu pridobiti dobrih 470 tisoč evrov evropskega denarja, se je namreč lotila celovite ureditve ulice Mirana Jarca in dela ulice Lojzeta Fabjana ter ureditve prostora med cerkvijo svetega Petra in banko. Jaz si želim, da bi to potekalo s hitrostjo, da bi lahko konec letošnjega novembra zaključili tudi s to investicijo. Na delu ulice Lojzeta Fabjana že potekajo arheološka izkopavanja. Včeraj pa so v celoti zaprli tudi ulico Mirana Jarca. Zaradi vse pogostejših pripomb občanov v zvezi s parkiranjem v središču Turjaka so se na občini Velike Lašče lotili celovite ureditve tega občinskega središča. Z novim prometnim režimom se je varnost udeležencev v prometu bistveno izboljšala. Parkiranje avtomobili in pogosto prehitra vožnja tek ob objektu, v katerem so trgovina, pošta in gostinski lokal, so za vse udeležence v prometu predstavljali veliko nevarnost. Sprememba prometnega režima je bila zato več kot nujna. No, sedaj pa smo to od te stavbe kulturnega doma to odmaknili, uredili nek tak center, zasadili rože. Ter postavili klopi, še doda. V neposredni bližini so uredili tudi parkirišče za tovornjake in avtobuse. S tem je središče Turjaka dobilo novo vizualno podobo, ki je prijetnejša tako za krajane kot druge obiskovalce. Prenovo so financirali iz občinskega proračuna. Velikolaški župan nam pojasni razloge, zakaj takšne projekte naredijo kar sami, brez prijave na državne razpise. Mi naredimo to veliko ceneje, če naredimo sami in nekako ne zaupamo tem razpisom. Ob športnem parku in z namenom spodbujanja razvoja turizma so na Turjaku uredili tudi postajališče s parkiriščema za avtodome. Popotniki z avtodomi se odslej lahko ustavijo na urejenem parkirišču z možnostjo uporabe vode in elektrike. Naložba je bila vredna 16 tisoč evrov. Nadaljujemo v turistični občini Šmarješke Toplice, kjer so po letu 2010 lani vnovič zabeležili več kot 100 tisoč nočitev. To pomeni, da lahko občina v skladu z zakonodajo ponudnikom prenočitev zaračuna pavšalno turistično takso, ki na letni ravni znaša od 90 do 270 evrov. Svetniki so na zadnji redni seji hkrati soglašali še z zvišanjem turistične takse, ki jo o prenočitvi plačajo obiskovalci. Z novim odlokom, ki je, kot so svetnikom pojasnili v občinski upravi, posledica uskladitve s trenutno veljavno zakonodajo, se turistična taksa, ta je prej znašala dober evro, nekoliko povečuje. Občina Šmarješke Toplice je povečala turistično takso na 2 evra. Dejansko smo se prilagodili in uskladili z vsemi ostalimi turističnimi zdraviliškimi občinami. Tako so sprejele že občina Ptuj, občina Brežice, občina Dolenjske Toplice, Novo mesto, Podčetrtek. Novo turistično takso so obiskovalci začeli plačevati s 1. julijem. Novost je promocijska taksa, ki stopi v veljavo 1. januarja prihodnje leto. To je 25% na turistično takso, tako da bo skupna taksa po novem letu, ki jo bo moral plačati turist, ki bo v občini Šmarješke Toplice prenočil, 2,5 evra. Od tega je prihodek, ki pripada občini Šmarješke Toplice, 2 evra, prihodek, ki pa gre direktno na državo, na Slovensko turistično organizacijo, pa je ta 0,5 evra. Ki jih bo krovna turistična organizacija namenila, tako županja, promociji slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. Tako kot do sedaj bodo tudi v prihodnje za nekatere veljale oprostitve plačila turistične takse. To so upravičeni vsi invalidi, otroci in pa ljudje, ki pridejo v zdravilišče z napotnicami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter še neke druge oprostitve, ki so dovoljene v skladu z zakonodajo. Lani je občina zbrala za približno 70 tisoč evrov turistične takse. Pred 5 leti se je na Drnovo preselil izdelovalec godal in brenkal Robert Vrtačič, učenec pokojnega slavnega mojstra Viljama Demšarja. Robert je s svojo vnemo in talentom poskrbel, da se je ta poklic obdržal vsaj še v eni generaciji. Meni, da bi morala država bolje skrbeti, da poklici, vezani na obdelavo lesa, ne izumrejo.
Letos je 30 let, kar je začel z izdelavo unikatnih glasbil ter obnovo poškodovanih godal in brenkal. Strast do obdelave lesa ima, odkar pomni. Očetu sem pri 3 letih rekel, naj mi kup lok in žagico in konc lesa, in sem celo mladost in pol naprej rezbaril, izdeloval ladje, avione in razne modele po lastnih načrtih, ker takrat se ni dobil, da bi kar kupil nek načrt pa naredil, ampak smo lepo direkt sem na šperplato narisal, pa sem naprimer iz čovna ali pa jadrnico ali pa avion izdelal. Modelarstvo je bila odlična praksa za preciznost, potrebno pri izdelavi ali obnovi inštrumentov. Vsako naročilo sprejme kot izziv, skozi katerega dokaže svojo odličnost. Takrat, ko že znaš izdelati, se pravi kitaro, violino ali kjerkoli drugo glasbilo, traja približno vse skupaj 1 mesec. To se pravi tam od 150 do 180 ur za izdelavo enega glasbila. Sodeluje z glasbenimi šolami Krško, Brežice, Novo mesto in Radeče. Odkar sem tukaj na Drnovem hodil iz glasbene šole Krško, pridejo sem, imajo taki informativni urco, kako bi rekel, da jih počim, kako se z violino ravna, kaj se ne sme, kaj se sme, in zdaj pa toliko število teh učencev naraslo, da pa jaz hodim na glasbeno šolo Krško, tako predavanje imam. Morda se v njegovem ateljeju kdaj kateri od otrok navduši za ta poklic. Morali bi skrbeti, da ostanejo živi vsi poklici vezani na obdelavo lesa, pravi. Naprimer pozlatar, ki pozlate dela in to, tega danes ni več. In ne vem, če se to sploh uči še naprej, če se ta obrt še razvija naprej. Pol bodoče generacije bojo sam poznale plastiko, imitacijo lesa in škoda, da bi to propadlo. Robert Vrtačice kot pravi mojster loti vsakršnih izzivov. Na pobudo lastnika trgovine z glasbili je v star maršalov ojačevalec skril hladilnik. Za mesto Hvar pa je izdelal podstavka za 2,5 toni težki topovski cevi iz 18. stoletja. Tega se pred njim v novejši zgodovini v tem delu Evrope še niso lotili. Za konec pa še k športu. Rokometaši novomeške Krke so z 2. mestom v pokalu in 6. v državnem prvenstvu v lanski sezoni presegli pričakovanja večine ljudi, ki spremljajo slovenski rokomet. Pred dnevi so začeli s pripravami na novo sezono. V novi sezoni so se članski ekipi priključili 4 mladinci. Kljub temu pa jadro ekipe ostaja nespremenjeno. Zelo zadovoljen sem s tem, ker v bistvu vsi nosilci igre smo ostali. Priključili so še nekateri mlajši se, dodatna vrednost. Mislim, da ne bi smelo biti težav, če bodo poškodbe bile tako kot lani, da jih je bilo zelo malo, bi mogli narediti nek rezultat od letos. Kljub mladosti nameravajo novomeški rokometaši nadgraditi lansko uspešno zgodbo. Čeprav bo prva slovenska rokometna liga v novi sezoni še močnejša kot lani. Tudi to sezono bomo poskušali narediti ta korak naprej. Znači 2 sezone smo bili v play-offu, 6. lansko leto smo napravili taj iskorak u pokalnom tekmovanju, bili smo u finalu. Zdaj bomo poskušali spet priti u play-off, potem se boriti za to 5. mesto. Imamo prednost, da smo vsi ostali, nekatere ekipe se menjajo se igralci, mi smo vsi isti, tako da delamo na tem, kar smo delali lani, pa probamo še nekako nadgraditi to vse skupaj. Moški rokometni klub Krka je zelo uspešen tudi v mlajših selekcijah in načrtno delo se vedno bolj pozna tudi pri rezultatih članske ekipe. Prvi cilj u klubu nam je delo s mladima, razvijanje mladih igrača. Drugi cilj nam je da pripeljemo to u ta naš Marov čim već novomeščanov. Tako da bomo poskušali na vse načine, upam da marketinška ekipa našega kluba bo delala na tem. Rokometaši pa obljubljajo, da bodo s svojimi borbenimi igrami na igrišču nagradili vse gledalce, ki bodo prišli na njihove tekme. Pred nami je sončen konec tedna, danes zvečer pa ne zamudite popolnega luninega mrka. Hvala za pozornost in bodite lepo.